kozorogi, lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in danes bom z vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že pomešala, tako da bomo kar začeli. Rada bi vas samo še obvestila, da so to splošne napovedi, tako da ni nujno, da vse namenjeno tebi. Spremi tisto, kar se poistoveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, kot splošno energijo meseca imamo karto moč. Torej, v tem mesecu boste kozorogi morali pokazati svojo moč, svoj pogum. V prvem tednu imamo trojko mečev. Okej, torej v prvem tednu se lahko zgodi neka taka preizkušnja, nekaj vas bo mogoče razočaralo, nekaj bo mogoče kakšna žalost, mogoče se nekaj ne bo šlo tako, kot ste mogoče pričakovali. Bomo potem še pogledali bolj natančno. V drugem tednu imamo petico novcev. Torej, drugi teden bo nekako teden mogoče pomanjkanja, mogoče nekaj boste iskali, nekaj, da zapolni tisto praznino iz prvega tedna. V tretjem tednu imamo sedmico novcev. To so že malo bolj optimistične novice, videli boste, da v bistvu spoznali boste v tem tednu, da nekako, da vas je ta pot, ta začetek, ki bo malo bolj težaven, pripeljal do nečesa lepega. In v zadnjem tednu imamo paža kelihov, ki je v bistvu karta čustev. Tukaj boste zelo razigrani, sproščeni, veseli in optimistični. Okej, poglejmo dogodke. Kot splošni dogodek meseca februarja imamo karto pravica. To sem glih prej govorila pri tehtnicah. Dosti znamenj ima v bistvu karto pravico in karto hudič. To se nekako pojavlja skoraj pri vseh znamenjih in to večkrat. Tako da bo v bistvu februar nekako mesec razreševanja nekih karmičnih lekcij. Tukaj ta karta nekako nakazuje na neko, v bistvu bom še malo, bomo kasneje povedala še do konca. Dajmo še pogledati, kakšne so lekcije. Splošna lekcija za mesec februar. Imamo trojko palic. Okej, torej, kot sem rekla, bo v februarju boste mogli pokazati svoj pogum in svojo moč. Tukaj bo verjetno neko razčiščevanje karmičnih lekcij. To pomeni, da pride neka izkušnja, ki smo jo recimo iz preteklosti že doživeli, ampak smo jo potlačili, ta čustva v sebi, in potem se dogajajo podobni dogodki, ki nas nekako opozarjajo na to, da imamo v sebi neko negativno prepričanje, ki ga moramo premagati. In ta karta pravica kaže na to, da ko enkrat to premagamo, da se nekako naše življenje postavi v neko ravnovesje. Zdaj tukaj še obrnjena narobe, kar recimo lahko pomeni, da nekateri kozorogi boste uspeli premagati to karmično lekcijo, nekateri morda ne. Tako da zagotovo tisti, ki spremljate te napovedi in se že nekako lahko pripravite, boste lažje reagirali v nekih težjih ali pa mogoče nepredvidljivih situacijah, tako da ste zagotovo že v prednosti. Vaša lekcija pa je trojka palic, kar pomeni, da boste se mogli v tem mesecu naučiti, recimo, jaz le vidim, kot da se boste mogli naučiti vso silo nekako uporabljati, oziroma to bi tako rekla, mogli se boste naučiti najti fokus in delati na tem fokusu, torej da vas ne, recimo, ko se nečemu posvetite, da ostanete temu posvečeni, ne da vas takoj nekaj vrže iz tira ali pa da pa že izgubite ta fokus. To bo nekako prioriteta tega meseca in vaša lekcija. Okej, začnimo zdaj počasi po vrsti, po tednih. Torej, v prvem tednu, kot sem že rekla, je neko razočaranje, mogoče neka bolečina. Bomo zdaj pogledali, kaj točno se bo tukaj dogajalo. Imamo sedmico novcev obrnjeno narobe, osmico palic in kralja palic obrnjenega. Sedmico novcev imamo že tukaj, samo če še tako pokažem, če vas mogoče zanima, kako tole izgleda. Torej, tukaj jaz mislim, da bo nekaj tako, vi boste pričakovali neke rezultate. Boste že videli, da se nekaj dogaja, da nekaj, kar si želite, da prihaja v vaše življenje. Ampak potem se bo pa zgodila neka nenadna hitra novica, neka nenadna hitra sprememba. Ta sprememba ne bi rekla, da bo negativna. Jaz mislim, da si boste bolj vi to tako kozorogi razlagali. Da boste bolj vi videli to situacijo bolj negativno, kot je v resnici. In tukaj nekako potem videti, da boste tudi bolj, nekako bolj
bolj strogi, mogoče do sebe, mogoče do okolice ali pa do vaše situacije, nekako boste tle hoteli pokazati neko svojo moč, ampak jaz bi rekla, da to bolj tista egoistična moč, ne tista notranja moč. To je bolj tista moč, kadar se počutiš ogroženega in potem pač reagiraš v nekem efektu. In to se zna zgoditi pri vas, Kozorogi. Tako da, dajte biti tukaj previdni, bomo pa pogledali še lekcije, da vidimo, kaj točno imamo tukaj. Aha, tukaj imamo karto Sonce in karto Stolp. Torej, ena karta, ki je ena izmed najbolj pozitivnih in optimističnih kart v tarotu, in zraven je ena karta, ki je najbolj taka razdiralna, tako da zanimivo. In to je točno tako, ne, se pravi, prvi dnevi februarja bodo delovali odlično, zdelo se bo, da se vam bo nekaj uresničilo, potem pa nenadna novica, nek šok. Jaz, kljub temu, da je tukaj Stolp, jaz ne bi rekla, da bo to neka negativna novica, jaz ne bi rekla, da bo to nekaj strašnega, ampak bi pa rekla, da boste vi, Kozorogi, videli to situacijo v dosti bolj slabši luči, kot dejansko je. Tako da tukaj dajte biti pozorni, da ne boste preveč agresivni, da ne boste preveč ukazovalni mogoče ali pa preveč tako direktivni. V bistvu, ja, ker jaz mislim, da bo ta reakcija bolj v bistvu posledica tega vašega čustvenega stanja, ker boste nekako razočarani. Tako da pač, če boste že šli s tem zavedanjem v to, boste lažje obvladali te vaše energije. Ok, zdaj v drugem tednu imamo petico novcev, kar nakazuje na to, da boste nekako čutili neko izgubo. Mogoče ravno to, ta sprememba, ki vam je nekako v zadnjem momentu ukradla vašo željo, vas bo nekako potisnila na to, da boste nekako počutili, kot da ste izgubili vse, ali pa kot da sploh ni več možnosti, da bi se ta vaša želja uresničila. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Zanimivo. Imate desetico novcev, imate trojko kelihov in paža palic. Vse tri karte so pravilno obrnjene in vse tri karte so načeloma zelo pozitivne. Zato bi še enkrat tukaj opozorila, da to bo v bistvu bolj vaš pogled, Kozorogi. Vi se boste počutili, kot da ste nekaj izgubili, v resnici pa lik nasprotno, tukaj boste nekaj dobili. Jaz bi rekla, da se bo ta vaša želja uresničila na nek čisto drugačen način, kot bi vi to pričakovali. V bistvu se bo na boljši način, ampak ker se ne bo uresničila na tak način, kot ste pričakovali, boste čutili to potrtost. Ampak jaz mislim, da boste kmalu ugotovili, da je v bistvu, da se na koncu je šlo boljše, kot če bi se zgodilo tako, kot ste sprva pričakovali. In tukaj potem je tudi neko praznovanje, neka zabava, mislim, zabava v smislu, da pač proslaviš nek dosežek, da to ne govori zdaj, mislim, za nekatere Kozoroge bo to lahko neka, recimo, bolj tako konkretna zabava, še vedno je treba upoštevati ukrepe, ne, ampak v smislu zabava, da pač proslaviš nekako z družino, recimo, ali pa se vseeno. Lahko pa je to neko čisto praznovanje, kot ko pač si vzameš trenutek za to, da nekaj sam sabo proslaviš, recimo, ne vem, govorim na pamet, pač tako tisto zadovoljstvo. In tukaj se vidi potem tudi neka nova energija, nekako boste dobili nazaj ta zagon, boste videli, da je v bistvu vse se zgodilo točno tako, kot se mora, da se je zgodilo na najboljši možni način in da je v bistvu še boljše, kot če bi se zgodilo tako, kot ste sprva pričakovali. Poglejmo še lekcije za drugi teden. Tukaj imamo viteza novcev in imamo luno. Ja, evo, to je točno tako, ne. Lekcija tukaj, ta vitez novcev prikazuje na to priložnost, na to neko željo, ki se vam bo uresničila. Nekaj boste prejeli. To je lahko finančno, sploh ker imamo tukaj desetica novcev, je to lahko nek finančni prihodek, lahko pa je nekaj fizičnega, se pravi nekaj oprijemljivega, nekaj, recimo nek stroj ali pa, ne vem, avtomobil ali pač karkoli bi vam zdaj v tem trenutku recimo lahko na nek način pomagalo. In kot drugo lekcijo imate karto Luna,
kar nakazuje na to, da se boste morali soočiti s temi vašimi strahovi. In to je to, kar sem tle govorila, ne. Se pravi, to razočaranje, ta potrtost ali pač ta neka razočaranje, ker se nekaj ni uresničilo tako, kot ste si vi želeli, boste mogli prepoznati, da v bistvu ni nujno vedno tako, da se uresniči, mislim, da obstajajo boljši načini, da se nekaj uresniči, neka želja ali pa da se nek dogodek razplete. To je to. Zdaj za tretji teden je potem videti, da boste spet nazaj, back on track, se pravi nazaj spet boste prišli nazaj na to pozitivno počutje, ko boste nekako ugledali spet situacijo v boljši luči in boste videli, da je v bistvu vse tako, kot je. Nekako boste videli tudi, da dejansko vaši rezultati prihajajo v vaše fizično življenje, se pravi, se vam želje uresničujejo. Tukaj imamo potem kot dogodke osmico novcev obrnjeno, imamo petico palic obrnjeno in imamo smrt. Samo malo, da spijem vode. Torej, tukaj videti, da boste nadaljevali nekaj, kar ste že začeli in mogoče recimo niste uspeli dokončati. To je mogoče ta stvar iz začetka februarja, ko se je potem zgodil ta neka hitra novica, hitra sprememba. Spet se boste temu posvetili in nekako nadaljevali to pot ali pač karkoli je. Lahko je odnos, lahko je neko uresničevanje želje, lahko je neka poslovna stvar, karkoli, ne. Pa želite si to sami interpretirati v svoje življenje, te pomene kart, kot pač začutite. Tukaj pa imamo petico palic obrnjeno narobe, kar lahko nakazuje na konec nekih konfliktov in jaz bi rekla, da tudi konec teh jaz bi rekla, da to bolj ti notranji konflikti, s katerimi se boste spopadali v prvi polovici februarja in tukaj bo nekako konec. Tukaj bo se spet v tem tretjem tednu, to bi bilo recimo nekje med 15. in 20. februarjem, boste spet prišli na tisto zeleno vejo in boste bolj pogumno začeli stopati naprej. Ta karta smrt nakazuje na to, da boste zaključili neko fazo. Se pravi, tukaj bi lahko predstavljalo to, da zaključite to fazo teh notranjih konfliktov, da pač da sprejmete, da so stvari take, kot so in da so mogoče boljše, kot ste pričakovali in da nekako greste potem s to mentaliteto naprej. Poglejmo še lekcije. Tukaj imamo viteza palic in imamo trojko novcev. Vitez palic predstavlja osebo, ki je tako strastna, zagnana, torej ukvarja se z nečim, kar izbuja neko strast v njej, se pravi nekaj, kar rada počne. In to je nekako vaša lekcija, da se posvetite temu, kar radi počnete in da to strast prebudite v sebi. In če začutite, da rabite pomoč, da znate za pomoč tudi vprašati oziroma pomoč poiskati. To je nekako ta vaša lekcija v tem tednu. Poglejmo še četrti teden. Četrti teden je videti, paž kelihov nakazuje na nek nov začetek. Nov začetek v smislu ne čisto nov, ampak kot ko se potem kolesa spet začnejo obračati, ne. To jih boste tukaj v tretjem tednu že začeli in potem v četrtem tednu se potem začne ta vaša želja spet nekako, pride ta prava energija, pridejo pravi koraki za akcijo in pač za naslednje korake. Poglejmo dogodke. Imamo kralja mečev, sedmico palic in asa novcev. Definitivno ta zaključek, ki ga boste opravili v tem tednu, ko boste pač nekaj zaključili in od nečesa se umaknili oziroma pač zaključili neko obdobje vaše ali kaj takega, je videti tukaj, da boste dobili zelo veliko samozavesti, moči, sigurni boste v svoje korake bolj kot še nikoli. In potem se pa vam pojavi lahko neka taka majhna ovirica, ne bi rekla, da to je nekaj velikega, bolj tako kot neka recimo preizkušnja ali pa pač neka situacija bo, ki vas bo na nek način spodbudila k temu, da pokažete, kje so vaše meje, da jih postavite in da tudi za njimi stojite. In kot je videti, boste pri tem zelo uspešni, ker vas tukaj čaka neka lepa nagrada na koncu februarja. Lahko je finančna, če se recimo trenutno največ posvečate vašemu finančnemu
področju, lahko je recimo kakšna nova služba, lahko to predstavlja recimo nek napredek v ljubezenskem odnosu in tako naprej. Poglejmo še lekcije za 4. teden. Tukaj imamo obešanec in 4 palic. Obešanec tukaj nakazuje, da boste mogli v bistvu imeti malček potrpljenja, oziroma da niste tako, pač tle je videti, da boste kot ta kralj mečev, ne, ampak tukaj je pa potem ta obešanec, ki nekako nakazuje, da kljub temu, da boste polni zagnanosti, samozavesti in pripravljeni na akcijo, da mogoče ne prehitevati samih sebe. Torej, počasi, kljub temu, da boste imeli ful zagona in ful energije, dajte počasi iti korak za korakom. Osredotočajte se rajši na grajenje trdih temeljev, kot da na hitro nekaj pridobite. Rajši se osredotočite torej na temelje, da zgradite dobre temelje, na katerih potem lahko gradite naprej ta odnos, to službo, finančno stanje in tako naprej. To je bilo kar tako zanimivo branje, kozorogi. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Če vam je bila napoved všeč, definitivno stisnite kakšen like. Spodaj v komentarjih mi lahko kaj napišete, lahko me kaj vprašate, lahko donirate, če ste za to. V infoboxu imate vse informacije. Z donacijami mi boste pomagali, da enkrat nadgradimo ta kanal in mogoče malo izboljšamo kvaliteto videoposnetkov. In to je to. Kozorogi, hvala, ker ste bili v moji družbi, in se vidimo potem konec februarja za novo napovedjo za marec 2021. Čau, čau!